Postaj en. Vsem ljubiteljem nogometa lep pozdrav in lep dober večer. Že na tretji, lahko rečemo, s tem tudi tradicionalni podelitvi najnogometaš leta, tokrat najnogometaš leta 1998. Najprej hvala lepa domačinu, diskoteki Masaj, ki nas je gostila vse 3 leta, in hvala tudi vsem ostalim organizatorjem, ki se trudite, da bi tudi ta oblika druženja postala v slovenskem nogometu stalnica. Treba je reči, da je nogomet v teh nekaj letih prihodil dobro pot. Vrhunec temu, lahko v tem momentu rečemo, da je dala slovenska nogometna reprezentanca. Mislim pa, da se moramo vsi zavedati, da moramo stati na trdnih tleh, da moramo to energijo in to pozitivno smer, ki je ta reprezentanca sedaj nekako vzpostaviti tudi mi z svojim delom, tako v klubih, tako v nogometni zvezi. Skratka, vsi športni delavci morajo to energijo izkoristiti, da bodo šle stvari naprej, tako pri mladih, tako na objektih, predvsem pa v imidžu, da bo slovenski nogomet imel imidž v naši državi takšnega, ko si ga seveda tudi zasluži. Iskrene čestitke vsem nominirancem, vsem tistim, ki boste danes sprejeli nagrade, vsem, ki ste pa danes prišli v diskoteko Masaj, pa en prijeten, lep večer. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik Združenja Prve slovenske nogometne lige, Brane Florjanič. Z nami bodo seveda glasbeni gostje, ki bodo popestrili nogometni večer. Sedaj pa še prosim za kratek nagovor odgovornega urednika športnega dnevnika Ekipa Gorana Obreza. Hvala lepa, čisto kratek bom. Vsi vemo, kaj nogomet pomeni v Evropi, kaj pomeni po vsem svetu. V Sloveniji predolgo ni imel takšnega mesta kot drugod. Športni časopis Ekipa, mi smo ponosni, da smo od vsega začetka vedeli, da je nogomet šport številka 1 tudi pri nas. Hvala. Ljubitelji nogometa, nekateri med njimi so se danes že zbrali v Ljudskem vrtu na povratni finalni tekmi slovenskega nogometnega pokala. Čestitke Mariboru za osvojeno dvojno lovoriko. Pred tekmo pa so igrali tudi glasbeniki. Glasbeniki oziroma veterani Maribora proti glasbenikom. Znano je, kdo je zmagal, seveda veterani Maribora 4-1. Sedaj pa se bosta prva glasbena gosta iz skupine Čuki odrezala in maščevala na odru. Orčer, 2, 3, 4. Še čutim jo v prsih, še čutim jo v dlani. Vse okrog ljubezen, njeni dotiki smeh. Z mano hodi v vetru in kamorkoli gremo gre. In če zares me ljubiš, pokaži, naj to vemo. Veš, da te ljubim in vedno te bom. Ko z vetrom sem, vedno ti si z menoj. Začetka ne poznam in konca ne, a vidi, da si meni vse. Podoba tvoja v meni, ko v posteli leži. Besede tvoje nežne nikamor ne beži. O ne, obljubil sem se tebi in meni si se ti.
brez tebe novo jutro nikdar se ne zbudi. O ne. Veš, da te ljubim in vidno te bom. Ko z vetrom sem, vidno ti si z menoj. Začetka ne poznam in konca ne, a vidi, da si meni vse. Ti si meni vse. Z mano hodi v vetru, oh, in kamor gre. In če zares me ljubiš, 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 pokaži naj to ve. Pokaži naj to ve. Daj da to ve. Daj da to ve. Pokaži naj 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 to ve. Trener Bojan Prašnikar, čestitke za dvojno krono, za eno sinočnjo pokalno lovoriko Maribora Titanika. Ja, hvala za čestitke. Res je to že bilo včeraj, tako da bi se danes bolj usmerili v bolj pomembne stvari. In kdo so nominiranci v kategoriji za mlade nogometaše? No, nominirancev mislim, da jih vsi poznamo, ampak kljub vsemu jih bom prebral. To je Nastja Čeh, Dejan Nemec, Goran Ristić, Moamer Vugdalić in Anton Žlogar. Torej, to so nominiranci, 5 nominirancev, sedaj pa vabimo še Saša Gajserja, da pride na oder, da se priključi trenerju Maribora Titanika Bojanu Prašnikarju, da bo izdal ime dobitnika najboljšega v lanskem letu, v letu 1998, v kategoriji mladi nogometaš. Damjan Gajser, slovenski reprezentant, nogometaš Velenjskega Rudarja, se že bliža odru. Dober večer. Takoj čestitke tudi Saša Gajserja Bojanu Prašnikarju. Sašo Gajser, kdo je najboljši v kategoriji med mladimi nogometaši? Zmagovalec v kategoriji številka 7 mladi nogometaš leta je Nastja Čeh. Nastja Čeh, najboljši nogometaš za leto 98 med mladimi nogometaši. Nagrado bo Nastji Čehu, nekdanjemu varovancu v Mariboru, podelil Bojan Prašnikar. Hvala lepa za to lovoriko. Res je, kar je rekel gospod Prašnikar. To lovoriko mi je prineslo mesto Maribor in NK Maribor Titanik. Morda najprej beseda podprvaku slovenskega nogometnega pokala, trenerju Olimpije Janezu Zupančiču. Morda bo vsaj zvečer Maribor lepši, kot je bil v poznem večeru oziroma v jutru, kot je bil zvečer. Sveda bo lep je bil tudi sinoči, kajti Maribor je nogometno mesto in zasluženo so nas premagali že v Ljubljani in tudi ta zmaga sinočna, pač Maribor je bil boljši. Drago Kostanšek, hvala lepa, Janez Zupančič. Kdo je nominiran za najboljšega trenerja v mlajših kategorijah, za vašega stanovskega kolego? Ja. Nominiranci so Marko Trebec, NK Živila Triglav, Vukadin Lalović, NK Olimpija, Zvonko Breber, NK Maribor, Rajko Korent, NK Živila Triglav in pa Mahmud Kapidžić, selektor kadetske reprezentance Slovenije. Torej, spoznali ste 5 nominirancev, tisti, ki konkurirajo za najboljšega trenerja v mlajših kategorijah. Janez Zupančič, kdo je najboljši bil v lanskem letu za leto 1998? Ja, zmagovalec v kategoriji številka 9, trener mlajših kategorij je Zvonko Breber, NK Maribor Titanik.
Čestitke Zvonku Breberju, tudi strelcu današnjega gola za mariborske veterane. Svet se začne graditi pri mladih. Mladi so v Mariboru uspešni. Maribor je bil tudi v lanskem letu državni prvak v mladinskih kategorijah. Zvonko Breber, kako vam uspeva, kako vam je uspelo narediti zmagovalno moštvo in seveda kakšno je vaše delo z mlajšimi kategorijami, prav gotovo specifično v primerjavi z člansko kategorijo? Vsekakor je moje delo povezano z ekipo. Ne bi rekel, da sem imel srečo, ampak da je ta ekipa zasluženo osvojila mladinski prvo mesto brez izgubljene tekme in mislim, da je tudi veliki uspeh za to ekipo bil. Seveda veliki uspeh in veliko priznanje tudi za vas, za Zvonka Breberja, za najboljšega trenerja v lanskem letu v mlajših kategorijah, seveda še nagradi in Brodoka in Šarka za Zvonka Breberja. Ok, torej takole, lepo pozdravljam seveda vse še enkrat. Zapel eno pesem, vesel sem tudi, da je Maribor državni prvak v nogometu, kajti to si zasluži. Ne zato, ker smo danes tukaj, ampak ker je res najboljši. Ok, rečemo, briga me, kar je pa je. DJ Bobo, let's go! Ok, pazi, gremo. Dajmo, pojači tole malo, daj malo, tole Bobo, ja, še malo. Gremo roke, hop, down, down, 1, 2, let's go, right. Nekaj mi pravi, roji mi po glavi, vem, da rada bi ujela me. Se mi smejala, sem bila gala, kako si spet zmešala me. Gremo roke, no! Vse si že imela, vse zavrtela, misliš, da se svet le za te vrti. No! A se boš ujela, ko si boš želela, da ob meni le zaspala bi. Gremo roke! No! Briga me, tega dosti mi je, rada spet vrtela bi okrog prsta me. Ne sekiram se, pa če danes k njemu vrne se. Briga me, či se mi je, če mu zvezde vse prešteješ ali pa ne. Ker že jutri se boš kesala, me spet iskala. Briga, briga me. Hej, pa! Vse si že imela, vse zavrtela, misliš, da se svet le za te vrti. A se boš ujela, ko si boš želela, da ob meni le zaspala bi. Hej! Briga me, tega dosti mi je, rada spet vrtela bi okrog prsta me. Ne sekiram se, pa če danes k njemu vrne se. Briga me, či se mi je, če mu zvezde vse prešteješ ali pa ne. Ker že jutri se boš kesala, me spet iskala. Briga, briga me. Pa zdaj, briga me, tega dosti mi je, rada spet vrtela bi okrog prsta me. Ne sekiram se, pa če danes k njemu vrne se. Briga me, či se mi je, če mu zvezde vse prešteješ ali pa ne. Ker že jutri se boš kesala, me spet iskala. Briga, briga me. Hej, hej, hej.
kdo je sodnik leta v kategoriji številka 10, o tem Vlado Lackovič, najprej o nominirancih. Najprej, Vlado Lackovič, če preberete 5 nominirancov, kdo je izbran med najboljših 5 sodnikov v lanskem letu. Nominirani so Božo Tabar, Milan Mitrović, Drago Kos, Stevo Govedarević in Radenko Mijatović. Odlični vrhunski slovenski sodniki. Kdo pa je zmagovalec za lansko leto? Za lansko leto je zmagovalec Milan Mitrović. Hvala lepa in čestitke Milanu Mitroviću, sodniku iz Ljubljane, ki je, tako pravijo, in v Mariboru, malce manj so zadovoljni v Novi Gorici, dobro odsodil tudi nedeljsko tekmo tu v Ljudskem vrtu, ko so Mariborčani postali državni prvaki. Gospod Lackovič, nagrada za Milana Mitrovića, slovenskega mednarodnega sodnika, najvišje rangiranga tudi v mednarodni sodniški organizaciji, in za Milana Mitrovića še 2 nagradi, ki jih podarja Brodok in Šark. Milan Mitrović, v Ljudskem vrtu je verjetno najtežje soditi. Niti ne. Publika se spozna na nogomet, dobre sodnike vse posod cenijo. Ja, bi se dali nekaj tazga reči. Dobili ste že nagrado tudi na prvem pa na drugem Oskarju za najboljšega nogometaša oziroma za nogometne delavce, sodnike. Kaj vam pomeni sedaj vnovič današnje jutranje priznanje za najboljšega sodnika v lanskem letu? Ja, hvala lepa za priznanje, pomeni mi stimulacijo za delo naprej, pa dodatni problemi doma, ker ni več prostora, da kam spravim pa. Ampak verjetno se bo še našlo kaj prostora na vitrinah za nagrade. Hvala lepa in čestitke, Milan Mitrović, najboljši sodnik v lanskem letu, v letu 1998. Sedaj pa bomo podelili pred glasbeno točko strelec leta v lanskem letu, v letu 1998. To pomeni, da najboljši strelec, tisti, ki je dosegel največ golov v spomladanskem delu sezone, prejšnje sezone in v jesenskem delu te sezone. Najboljši strelec, najprej pa nominiranci. Nagrado za najboljšega strelca bo podelil Mladen Dabanović, vratar velenjskega Rudarja, rezervni vratar slovenske nogometne reprezentance, ki je v zadnjem času žanje uspehe, ki dviguje seveda tudi mesto nogometu v Sloveniji. Mladen Dabanović, 5 nominirancev oziroma najboljši strelec brez 5 nominirancev, to je jasno, to je z matematiko najlažje povedati. Gre pa ne za letošnjo sezono, ampak za leto 1998. Kdo je najboljši strelec v seštevku spomladi in jeseni? Zmagovalec v kategoriji številka 11, najboljši strelec, z 23 doseženimi zadetki je Ismet Ekmečič, nogometni klub Olimpija. Treba je še enkrat opozoriti, hvala Mladen Dabanović, da je Ismet Ekmečič v lanskem koledarskem letu, v letu 1998 dosegel največ golov in sedaj nagrada za Ismeta Ekmečiča. Ismet Ekmečič, v lanski sezoni ste neumorno tresli mreže na slovenskih igriščih, v letošnji sezoni poškodba, boste začeli seštevati šele gole spet za naprej v prihodnjo spomlad za leto 2000? Pa ja mislim, da bi tako trebalo biti. Ako vi tako kažete, v redu. To je želja seveda ljubiteljev nogometa na slovenskem. Ismet Ekmečič je bil najboljši strelec v lanskem koledarskem letu za sezono 1998 oziroma za koledarsko leto. Sedaj še nagradi pokrovitelja Brodok in pa nagrada pokrovitelja Šark. Barke, ki reže
čuval zate. Naj, na, 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 naj te nočno vzame, ne pozabi na me ti, ki mi kradeš noči. In zato povem ti, na peščeni plaži vroče bo, vem, da jutro bo prišlo in da vzela poslov. Veter prinaša mi glas, barke, ki reže valove. Prosim Boga, da ustavi mi čas, ki sem ga čuval zate. Naj, na, 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 naj te nočno vzame, ne pozabi na me ti, ki mi kradeš noči. In zato povem ti, na peščeni plaži vroče bo, vem, da jutro bo prišlo in da vzela poslov. Vratar leta, kategorija številka 3 v lanskem letu, leto 1998. Kdo je bil najboljši vratar, slovenski vratar? To bosta vam obelodanila Janko Jergolič in Dane Jošt. Torej, Janko Jergolič, legendarni vratar Maribora in Olimpije, trener vratarjev v slovenski reprezentanci, Dane Jošt, generalni sekretar Nogometne zveze Slovenija. Najprej nominiranci, generalni sekretar Dane Jošt, kar izvolite. Kdo so nominiranci? Ja, tudi tukaj je 5 nominirancev in sicer za vratarja leta, kategorija številka 3. Vratarje pa so Borut Mavrič, NK Hit Gorica, Mladen Debanovič, NK Rudar Velenje, Nihat Pejkovič, NK SCT Olimpija, Dejan Nemec, NK Mura in Amel Mojčinovič, NK Publikum Celje. Slišali ste, kdo so nominiranci, kdo je bil najboljši vratar v lanskem letu 1998, samo še trenutek, Janko Jergolič. Dane Jošt, kako je biti generalni sekretar tako uspešne slovenske nogometne reprezentance? Ja, mislim, da bo kar težko, ampak pred nami je vročica, poletne jesenske noči, ki nas še čaka in upam, da bomo tako uspešno tudi nadaljevali, kot smo začeli. Seveda, lepim željam se pridružujemo vsi tukaj v diskoteki Masaj. Janko Jergolič, kdo je najboljši vratar v lanskem letu? To boste vi znali in povedati in obrazložiti in pokomentirati. Ja, to bom povedal čez nekaj trenutkov, ko bom odprl to zlato kuverto. Najboljši vratar za lansko sezono je Mladen Dabanovič, nogometni klub Rudar Velenje. Mladen Dabanovič je najboljši nogometni vratar za leto 1998. Pred nekaj trenutki je Mladen Dabanovič že bil tu, sedaj pa nagrade za Mladena Dabanoviča in Mladen Dabanovič
vratar velenjskega Rudarja. Čestitke, bili ste najboljši v lanskem letu za leto 1998. Res odhajate v naslednji sezoni na otok v Anglijo? Ja, mislim, bom videl, zdaj imam prijatelja Križana Aleša, kar mogoče bomo šli malo z družino, malo na obisk, drugače pa mislim, da ne. Hvala lepa, Mladen Dabanović, in seveda čestitke za najboljšega vratarja v lanskem letu. Veteran leta, naslednja kategorija v lanskem letu 1998, o tem mladeniča Nastja Čeh in Tonči Žlogar. Nominiranci za lansko leto za veteran leta, kategorija številka 8 so Darko Berjukov, BS Tehnik, Matjaž Kek, NK Maribor Titanik, Borivoje Lučič, NK Primorje, Štefan Škaper, NK Mura ter Peter Koželj, NK Koper. Torej, to so nominiranci najboljši veterani v lanskem letu, letu 1998. Tonči Žlogar, kdo pa je najboljši oziroma koga so izbrali trenerji in nogometni strokovnjaki? Zmagovalec v kategoriji številka 8, veteran leta, je Matjaž Kek, NK Maribor Titanik. Čestitke za Matjaža Keka, za kapetana Maribora Titanika. Danes v njegovi vitrini v letošnji sezoni še druga lovorika, pokalno tekmovanje. Nastja Čeh bo nekdanjemu soigralcu predal nagrado veterana leta Matjaž Kek in še nagradi pokrovitelja Brodoka. In seveda pred dnevi, ko so Mariborčani v nedeljo osvojili naslov državnih prvakov, danes pa obranili dvojno krono, sem Matjaža Keka vprašal, ali je konec njegove nogometne kariere. O tem takrat še ni razmišljal, o tem tudi danes ne razmišlja, to ga danes ne bom vprašal. Matjaž Kek, čestitke, izrabljena fraza. V Mariboru se uspehi vrstijo, dobro delo in nepogrešljiv člen Maribora Titanika, tudi vi, kapetan Maribora, Matjaž Kek. Ja, jaz se bi zahvalil za tole nagrado in predvsem se bi zahvalil mojim soigralcem, ker na koncu koncev jaz sem samo del ekipe NK Maribor Titanik. Starejši ste, boljši ste, nogometne kariere še ne bo konec, o tem še ne bova govorila, vsaj danes se o tem še ne odločate. Kaj vam pomenijo ta priznanja za veterana leta, za dobrega nogometaša v tej kategoriji med najstarejšimi nogometaši? Ja, vsako priznanje nekaj pomeni, pomeni, da si nekaj naredil dobro in zato sem tega priznanja drugič zapored izredno vesel. Zahvaljujem se vsem, ki so glasovali zame, čestitam ekipi, časopisu Ekipa za spremljanje nogometnih dogajanj v Sloveniji in pravzaprav upam, da bo nogomet še dobil na popularnosti, kajti reprezentanca je na dobri poti in fantom selektorja Srečka Katanca želim v nadaljnih kvalifikacijah še mnogo uspeha. Lavre ni več, odšla je drugam, Lavre ni več, odšla je stran in ti, ki si tu, sprašujem te zdaj, ljubim jo še, a vem ne zakaj. Lahko mi tudi pomagate. Mi manjka njena topla dlan, zastaja mi dih pred njo, boli me, a tega ne ve. Lavre ni več, odšla je drugam, iskati v tebi jo ne znam. Počutim se sam in nič več ne spim, verjemi se, to si ne želim. V posteli je vse lahko, a v sanje spet mislim na njo. Premagati solze ni lahko, če hočeš, da se ljubiva nocoj. Ne misli, da v sanjah sam ne tvoj, ko noče mimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj na mesto nje si ti, nje si ti. Lavre ni več, odšla je drugam, Lavre ni več, odšla je stran. In ti, ki si tu, sprašujem te zdaj, ljubim jo še, a vem ne zakaj. V posteli je vse lahko, a v
o sanje spet mislim na njo. Premagati solze ni lahko, če hočeš, da se ljubiva nocoj. Ne misli, da v sanjah same toj, ko noče nimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj še vedno Lavrenin, Lavrenin. Vem mi zdal, sem najino skrivnost. Zdaj trpim, ko da sužen sem. Ti živiš v objemu drugega, a vedi, da hočem te, sanjam te, ljubim te. No, se mi lahko malo pomagate z rokami. Tako se to dela, da malo razbijamo to monotonost. Ok, spet so viole, prednjačijo pri tem, ne? Ok, čestitam tudi vam. Kjera obletnica je? Kjera? 10. obletnica. Vse najboljše. Če hočeš, da se ljubiva nocoj, ne misli, da v sanjah sem tvoj, ko noče mimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj na mesto ne si ti. Če hočeš, da se ljubiva nocoj, ne misli, da v sanjah sem tvoj, ko noče mimo, da se prebudi. Ne vem, zakaj še vedno Lavrenin, Lavrenin. Hvala lepa. Kdo so nominiranci? Bosta prebrala, kdo bo prebral nominirance, če se kar... Mlajši Željko Mitrakovič bo imel več dela, prebral bo nominirance, sicer je starejši, ampak v šali je tako dejal Amir Karič. Željko Mitrakovič, kdo so nominiranci? Nominiranci za nogometne Oskarje v letu 98, kategorija številka 6, najtuj nogometaš v prvi slovenski nogometni ligi so Ilir Čavšlari, NK Rudar, Dalibor Filipovič, NK Maribor, Kliton Bozgo, NK Maribor, Moro Isah, NK Potrošnik in Stipe Balajič, NK Maribor. To so nominiranci, najboljši tuji nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi v lanskem letu. Amir Karič, kdo pa je najboljši nogometaš bil v lanskem letu na slovenskih nogometnih igriščih, kar se tiče tistih nogometaši, ki ne prihajajo iz Slovenije? Najboljši nogometaš za lansko sezono je bil igralec NK Maribora Kliton Bozgo. Kliton Bozgo. Čestitke in navdušenje diskoteki Masaj, Kliton Bozgo. Nagrado za najboljšega tujega nogometaša v prvi slovenski nogometni ligi mu je predal Željko Mitrakovič, sedaj še nagradi pokrovitelja Brodoka za Klitona Bozga, pa nagrada pokrovitelja Šarka, prav tako za Klitona Bozga, za mariborskega nogometaša, za ljubljenca v Ljudskem vrtu. Navijači izredno radi navijajo za Klitona Bozga takrat, ko je v priložnosti za gol. Navijali so tudi v nedeljo ob tisti 11 metrovki Kliton Bozgo. Morda takrat niso navijali, Kliton se ne spomni, da bi navijali, ampak navijali so, da bi postal tudi najboljši strelec. Čestitke seveda Kliton Bozgo in najbrž je v Mariboru najlepše v Sloveniji igrati nogomet, kjer je doma nogometna publika. Sigurno, nije, pred 10.000 ljudima nije, mislim, toliko teško igrati. Jaz bi zahvalio svim onim koji su glasili za mene, pa Viole za 10. obletnicu, pa svoji igrače, pa trener. Čestitke Klitonu Bozgu, lahko ste ga slišali, zahvala vsem, nogomet je moštveni šport, čestitke še enkrat za najboljšega tujega nogometaša v lanskem letu, v letu 1998 in hvala lepa tudi Željku Mitrakoviču, Amirju Kariču. Sedaj pa
Najslovenski nogometaš v tujini, kategorija številka 8. Kdo je najboljši slovenski nogometaš v tujini? O tem Novica Nikčević, najboljši strelec te sezone, novogoriški nogometaš v sezoni 98-99 in o tem tudi Ivo Milovanović, novinar športnega programa televizije Slovenija, ne samo nogometa. Ivo se, legendarni reporter, razpozna seveda na mnogo drugih športov. Ivo, dober večer, preden pride v pomoč Novica Nikčević, najboljši slovenski nogometaš v tujini. Kdo bi prišel med nominirance? Pravzaprav ni težko, jaz bi rekel takole, glede na to, da je težko slovenskemu nogometašu uspeti. Tisti, ki se nekaj časa že ukvarjamo z nogometom, vemo, kaj pomeni dober slovenski nogometaš v tujini. Jaz sem pravzaprav ponosen, da sem bil z generacijo Popivode in Oblaka, pa tudi Katanca, in ponosen sem na tele fante, ki igrajo v močnih evropskih ligah. Seveda o posameznikih pa so tekle tudi glasovanja in glasovanje bo povedalo, kdo je najboljši. Hvala lepa za te uvodne besede. Ivo Milovanović, Novica Nikčević, najboljši strelec v tej sezoni. Novogoričani ste bili na pragu uspeha, ste slovenski podprvaki. Je bilo na Goriškem kaj razočaranja? Ma niti ne, mislim, da je Maribor zaslužen prvak. Pred začetkom spomladanskega dela ste si želeli postati in prvak s Hitom Gorico in postati tudi najboljši strelec državnega prvenstva. Polovični uspeh in seveda nogomet, toliko krat poudarjena moštvena igra. Nekaj časa ste imeli tudi strelski post, morda tam nekaj manj točk za Goričane, seveda pa najuspešnejši klub vsemu kralj strelcev v slovenski nogometni ligi. Kako se počutite, ko rešetate vratarje nasprotnikov? Mislim, da je občutek zelo dober. Sedaj pa nominiranci. Ivo Milovanović, izvoli, beseda je tvoja. Posebno čast mi je, da preberem, kdo so nominiranci za nogometne Oskarje za leto 1998 v kategoriji številka 5, najslovenski nogometaš v tujini. To so Miral Pavlin Freiburg, Zlatko Zahović Porto, Darko Milanič Šturm, Johnny Novak Le Havre, Aleš Čeh Gak in Mile Ačimović Crvena zvezda. Slišali ste za 6 nominirancev, kdo so najboljši slovenski nogometaši v tujini. Novica Nikčević, koga so izbrali strokovnjaki? Zmagovalec je Zlatko Zahović. Čestitke za Zlatka Zahovića. Zlatko Zahović. Jaz bi kar prenesel besede Iva Milovanovića, kaj je dejal Zlatku Zahoviću. Tisti, ki uspe v tujini, tisti je frajer in še veliko uspehov v nadaljni karieri. Čestitke Zlatko Zahović za nominacijo in seveda tudi za nogometnega Oskarja, za najboljšega nogometaša slovenskega v tujini. Zlatko Zahović, 28-letni Mariborčan, sedaj kot izgleda na vrhuncu kariere. Kako doživljate, preživljate vse te dni oziroma vso to sezono? Verjetno se jo ne da čisto na kratko strniti. Ja, mislim, da je ta sezona zelo uspešna zame in ne samo zame, ampak za slovenski nogomet nasploh. Jaz bi se zahvalil vsem, ki so glasovali zame. Konkurenca, kot ste videli, je bila zelo močna, kajti igre v reprezentanci teh fantov pokažejo, da bi si lahko vsi prislužili ta trofej. Jaz se še enkrat zahvaljujem vsem. Zlatko Zahović, najboljši slovenski nogometaš v tujini. Še vprašanje, najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance v teh kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Morda je komu ušlo. Zlatko Zahović, ne pustite se izpostavljati, da ste najzaslužnejši za točke slovenske nogometne reprezentance. Ne, zato ker mislim, da smo vsi enako zaslužni, ampak najbolj zaslužen človek sedi v prvi vrsti tukaj, to je selektor Strečko Katanec.
Slišali ste Zlatka Zahoviča, morda za selektorja Katanca, še kakšna beseda tudi za širše množice? Ja, upam, da ne bom več zamujal. No. In še besedo je želel Ivo Milovanovič. Ivo, izvoli. Jaz bi rad samo tole rekel, da nekako res poglašamo najboljše Slovence, vendar to ob meni je zagotovo eden najboljših evropskih nogometašev. In na to smo lahko Slovenci tudi ponosni. Tako kot smo bili ponosni na Katanca, Oblaka in Popivodo, mislim, da imamo zdaj pred sabo res zvezdnika evropskega razreda in zato bi rekel iz majhne Slovenije prebiti se v sam evropski nogometni vrh, ker je absolutna konkurenca, je to še bolj pomembno in za nas pravzaprav na nek način še velika vzpodbuda. Bravo, Zlatko. Vsak moški moj najbolj les menoj, tudi če bom iznenad naj ljubi me. In če zmenek zamudim, naj točen bo in naj čaka me. Vsak moški moj bo dal mi prav, če ne bo tako se bridko bo kesal. In karkoli rečem, naj bo tiho le, ker če razjezim se, žal mu bo za vse. In če premislim si tisočkrat, hočem da reče le, draga, vse je okej. Vsak moški moj najbolj je z menoj, da me bo ljubil in razvajal me vsak dan. Hočem moža, ki se spozna na žensko in karkoli hočem na njih da, vsak moški moj. Vsak moški moj najbolj le z menoj, naj ne pokida druge, če mu ne dovolim. Vsak moški moj zadovoljen bo, tudi če večerjo kdaj prismodim. In če premislim si tisočkrat, hočem da reče le, draga, vse je okej. Vsak moški moj najbolj je z menoj, da me bo ljubil in razvajal me vsak dan. Hočem moža, ki se spozna na žensko in karkoli hočem na njih da, vsak moški samo da reče, draga, vse je okej. Moški tvoj. Vsak moški moj najbolj je z menoj, da me bo ljubil in razvajal me vsak dan. Hočem moža, ki se spozna na žensko in karkoli hočem na njih da, vsak moški moj. Kar sem jaz in kar si ti, v najini ljubezni se spoji. Vse, kar dajem, spet dobim. Noč, ki tle v meni zagori. Kar si ti, kar si jaz, v ljubezni skrivam svoj obraz. Strast ujeta zaživi
sem se rodil. Ne poziva nikdar si, da ljubezen se ohladi. In če veter se v vihar spremeni, stisni me, naj ob tebi premagam vse. Ne pustiva nikdar si, da ljubezen se ohladi. Pobegniva le stran od ljudi, eno sva, kar sem jaz. In kar si ti. Strah me je, da te izgubim. Čas ustavim, leta z njim. In naprej greva tja, kjer se konča pravljica. Ne pustiva nikdar si, da ljubezen se ohladi. In če veter se v vihar spremeni, stisni me, naj ob tebi premagam vse. Ne pustiva nikdar si, da ljubezen se ohladi. Pobegniva le stran od ljudi, eno sva, kar sem jaz. In kar si ti. Eno sva, kar sem jaz. In kar si ti. In kar si ti. In kar si ti. Hvala. Okus je pravi, le po Herman's kavi, po izbranem receptu Tara DOO Celje. Začelo se je tako. Poglejte, kje smo danes. Z nasmehom vam stisnemo roko, ker vemo, da prijeten videz in uglajenost nista vse. Pred vami je uigran tim, ki zmaguje. Sem voznik iz Maribora. Ta tim je res brez konkurence. Volkswagen Audi Auto Jarc. Prodaja Ptujska 139. Servis Ptujska 209A Maribor. Big Star, the legendary Blue Jays. Mega hit, vaša računalniška hiša. Okus je pravi, le po Herman's kavi, po izbranem receptu Tara DOO Celje.
Kdo je bil najbolj discipliniran, katero moštvo, katero združenje je bilo najbolj disciplinirano v lanskem letu, kateri klub v letu 1998. Nagradi bosta podelila Goran Obrez, urednik športnega dnevnika Ekipa, in Nani Matjašič, šef note športa. Prosim, če pridete na oder. Kdo so nominiranci in kdo je bil najbolj discipliniran v prejšnjem letu? Najprej obrazložitev še, beseda za Gorana Obreza, za urednika športnega nogometnega časopisa Ekipa. Takole mi je dal Nani v roke, da preberem tole obrazložitev. Združenje klubov prve slovenske nogometne lige je v preteklosti že večkrat dokazalo, da je prava stanovska organizacija, ki zna podpreti in zaščititi interese svojih članov. Kaj pa dejansko pomeni solidarnost, so klubi prve slovenske nogometne lige pokazali lani novembra, ko je Celje in s tem NK Publikum prizadela vodna ujma. Ob tej katastrofi so klubi v prvi slovenski nogometni ligi solidarno zbrali znatna finančna sredstva ter jih kot pomoč pri obnovi uničenih prostorov in terena podarili nogometnemu klubu Publikumu iz Celja. S tem so klubi potrdili, da tekmovanje v najelitnejši konkurenci ni zgolj boj za zmage in lovorike, ampak predvsem tekmovanje, katerega osnovno vodilo ostaja fair play ter zavzemanje za to, da bi se klubi med seboj merili v čim bolj enakovrednih pogojih. Svojo gesto so tako Publikumu konkurenčni klubi pomagali v najtežjih trenutkih ter mu tudi na ta način omogočili, da se je uspel vrniti v stanje pred tem nesrečnim dogodkom. No in s tem sem pravzaprav že povedal, komu gre v roke to častno priznanje. In jasno, verjamemo, da gre nagrada v prave roke. Nagrada v prave roke Združenju slovenskih nogometnih prvoligašev. Nam je na odru predsednik združenja Brane Florjanič, nagrada pa iz rok Nanija Matjašiča. Čestitke Branetu Florjaniču in oziroma predsedniku, sicer pa Združenje slovenskih prvoligašev. Hvala lepa. Jaz bi, glede na to, da je bilo povedano praktično vse, si dovolil potegniti samo eno paralelo na športno zeleno površino. Če je igralec poškodovan, potem nasprotna ekipa v fair playu vrne žogo in zato seveda dobijo vsi igralci te ekipe aplavz. Mislim, da si tokrat zasluži aplavz vseh 11 klubov, ki so pomagali. Hvala lepa. Na oder, da bosta določila najboljšega trenerja v lanskem letu, vabim Mirana Rudana in Matjaža Keka, torej pevca Mirana Rudana in kapetana Maribora Titanika Matjaža Keka. Z nami je že Miran Rudan, v roki že ima nominirance. Kdo so najboljši trenerji bili v lanskem letu, v letu 1998? Miran, kar izvoli. Jaz bom povedal, Matjaž bo predal, ker mislim, da je to njegovo področje. Nominiranci za nogometne Oskarje, to pomeni kategorija trener leta, so Bojan Prašnikar, NK Maribor, močen aplavz za Bojana Prašnikara. Brane Oblak, NK Rudar, tudi on si je zaslužen močen aplavz. Ne bodite škrti. Toni Tomažič, NK Korotan, Srečko Katanec, Hit Gorica, zdajšnji selektor reprezentance, in pa Kostanjšek Drago, NK Rudar, sedaj Šmartno. Najboljši trener v lanski sezoni, gre za koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra v letu 1998, je Matjaž Kek. Kdo? Zmagovalec v kategoriji številka 4, trener leta v letu 1998 je gospod Bojan Prašnikar. Slišali ste kapetana Maribora Titanika Matjaža Keka, najboljši trener leta
trener Maribora Titanika lanskega leta, Bojan Prašnikar. No, jaz moram reči, da vsak trener ima v svojem obdobju, v svojem delu lepe in tudi slabe trenutke. Nekako gre za povezavo med nekimi 4 strukturami, to pomeni med igralci, upravo, trenerjem in seveda zelo pomemben faktor je tudi publika. Moram reči, da vsem nekako smo našli prijetno povezavo in s tem tudi uspehi, zato se vsem tem strukturam tudi iskreno zahvaljujem in bili so mi veliko pomoč. Tudi trenerski kruh je trd. Bojan Prašnikar, čestitke za najboljšega trenerja v lanskem letu, letu 1998. Ostajate še v Ljudskem vrtu pri Mariboru Titaniku? Po vsej verjetnosti. Pa malo dvignemo roke, Štajerci, gremo. Škornje sem si kupil, da s tabo plesal bi. Disko bi te peljal, a preveč je tam ljudi. Greva nekam na deželo, kjer country band igra. Tu bova lahko plesala, se zabavala. Usedeva se v avto, odpeljeva se v stran. Za sabo vidim mesto in vsem razigran. Čez ramo gledam tebe, kako si luškana. Elvič! In nekje v sebi čutim, vem, rada me ima. Pa dvignemo roke, gremo skupaj. Nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Le s teboj, le s teboj, le s teboj. Cesta vsa je prazna in tema vse povsod. Na hribu vidim krčmo, slišim country zvok. Prijatelji ob šanku pozdravljajo me vsi. To mi z violino pa štimum gor drži. Gremo skupaj. Nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Le s teboj, le s teboj, le s teboj. No, na igrišču smo malo bolj živahni, ne? So opazili, da nove škornje imam, da sem zaljubljen vate, da te rad imam. A ni mi mar kaj drugi mislijo. Saj danes plešem s tabo in res mi je lepo. Everybody! Nocoj, nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Nocoj, nocoj, nocoj bom plesal le s teboj. Le s teboj, le s teboj, le s teboj, le s teboj, le s teboj. Hvala lepa, še naprej prijeten večer. Kdo je najboljši nogometaš bil v prvi slovenski nogometni ligi? O tem in o nominirancih še prej Miran Pavlin, nogometaš Freiburga, slovenski reprezentant, igralec v prvi nemški Bundesligi, in pa Marjan Maučec. Marjan Maučec, legendarni gospod z brki iz Beltinec danes, brez brk in brez brkov, predsednik Beltincev, ki so ostali v prvoligaški konkurenci. Seveda je bila v nedeljo v šumi velika čaga.
Vsekakor, dokazali smo, da mali tudi lahko uspejo, ostanejo v ligi. Mariboru želim, da bo tudi mali, vendar da bo v ligi prvakov. Prvi je Zoran Pavlović, NK Rudar, drugi Nastja Čeh, NK Olimpija, tretji Novica Nikčević, Hit Gorica, četrti Anton Žlogar, Hit Gorica, peti Željko Mitraković, Hit Gorica in šesti Marinko Galić, NK Maribor. Nominiranci za najboljšega nogometaša v lanskem letu v slovenski nogometni ligi. Kdo pa je dobitnik? Kdo je izbran, Miran Pavlin, za najboljšega nogometaša v lanskem letu? Zmagovalec v kategoriji številka 2, nogometaš leta v prvi slovenski nogometni ligi je Marinko Galić, nogometni klub. Veliko navdušenje za branilca Maribora Titanika, za prostega branilca slovenske nogometne reprezentance. Čestitke, Marinko Galić. Najprej čestitka Mirana Rudana Marinko Galiću, reprezentančnega soigralca, pa Marjana Mavčeca, ki je predal Marinko Galiću pokal za najboljšega nogometaša leta 1998 v slovenski nogometni ligi. Še nagrade podjetja Brodok za Marinka Galića. V tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so glasovali zame. Upam, da mi bo to neka motivacija za naprej in sploh pa v reprezentanci in upam, da bo tako naprej. Ko preigravate v obrambni vrsti nasprotnikovega napadalca, vas nikoli ni strah, da bi vam vzel žogo, da bi potem prišlo do nevarnosti za vašega vratarja? Ne, zakaj? Lahko se zgodi napaka, ampak hvala Bogu, do zdaj teh napak ni bilo, upam, da jih niti ne bo. Najboljši nogometaš v letu 1998. Nominiranci so Metod Grkman, kdo? Jaz bi sam najprej povedal, da mi je izjemno čast, da lahko sodelujem pri tej podelitvi v tej najbolj eminentni kategoriji in da nam je še pri ekipi v še večjo čast pisati o takšnih nogometnih virtuozih, kot zdaj igrajo ne le v Sloveniji, ampak predvsem v tujini in ki jih večina je danes tukaj z nami. Nominiranci za to najbolj eminentno kategorijo pa so Darko Milanič Šturm, Mile Ačimović Crvena zvezda, Zlatko Zahović Porto, Johnny Novak Lauer in Miran Pavlin Freiburg. Slišali ste nominirance za lansko leto: Milanič, Ačimović, Zahović, Novak in Pavlin. Nani Matjašič, kdo pa je izbran za najboljšega nogometaša v lanskem letu, v letu 1998? Ja, jaz bi izrabil to priložnost, da bi se zahvalil vsemu osebju diskoteke Masaj za 3 leta, ki je bila zvesta tej prireditvi. Najboljši nogometaš v kategoriji številka 1. Absolutno velika zvezda slovenskega in evropskega nogometa, Zlatko Zahović. Čestitke Zlatku Zahoviću, boljšemu slovenskemu nogometašu, Evropski in svetovni nogometni zvezi, vozu na nogometnem igrišču. Čestitke in podelitev ter pokala Metod Grkman, Nani Matjašič in še sedaj nagradi pokroviteljev podjetja Brodok in podjetja Šark za najboljšega nogometaša. Še posebna nagrada Zlat prstan za najboljšega nogometaša Zlatka Zahovića, ki ga bo podelil urednik dnevnika Ekipa Goran Obrez. Zlatko Zahović, najprej v imenu ljubiteljev nogometa in nogometnih delavcev, hvala lepa za vse. Zlatko Zahović, čestitke od vseh prisotnih tu v diskoteki Masaj, najboljši v slovenski reprezentanci, izreden nogometni virtuoz. Zlatko Zahović, najboljši strelec in sploh zmanjka že vseh superlativov. Ob strani vam v
težki, naporni nogometni karieri stojijo takrat, ko je najtežje, tudi vaša žena Jelka, pa otroka, hči Sara in sin Luka. Kaj vam pomeni vsa, oziroma vaši družini, vsa ta priznanja in pa seveda nogometni uspehi, ki jih dosegate ne samo v lanskem, tudi v letošnjem letu in še prej? No, moram priznati, da je to do zdaj zame največje priznanje, kajti zavedam se, da vsi tisti, ki so mi dodelili to priznanje, so mi dodelili na osnovi mojih iger v reprezentanci, na katero smo zdaj lahko vsi ponosni. V Mariboru je v Sloveniji nogomet najbolj doma. Bo sedaj po uspehih reprezentance nogomet številka 1 šport tudi v Sloveniji, pa v vsej državi? Jaz sem prepričan, da se bo marsikaj spremenilo na pozitivno glede nogometa, ampak jaz bi še enkrat pozdravil vse mariborske navijače in jaz tudi, kajti jaz tudi danes proslavljam 2 titule, tako kot oni, kot navijač Maribora, zvest navijač Maribora, tudi jaz proslavljam prvaka Slovenije in pa pokal Slovenije. Zlatko Zahovič, še enkrat čestitke za vse. Po dolgi in še daljši ter bogati nogometni karieri boste slovo vzeli v Mariboru? Jaz upam, da, in to je tudi moja velika želja. Mi pa upamo, da čez 10 let šele ali pa kasneje. Zlatko Zahovič, najboljši nogometaš Slovenije za leto 1998, pa ne samo Slovenije, med najboljšimi nogometaši v Evropi nasploh. Čestitke vsem še enkrat, vsem skupaj, vsakemu posebej za vse ta eminentna priznanja, ki so jih dodelili nogometni strokovnjaki.